Hej, jaz sem ta video posnela v začetku julija, prvi teden julija, in potem se mi je življenje malo obrnilo na glavo oziroma na noge, odvisno kako pogledaš. Tako da zdaj sem nazaj, upam, in bom mogoče malo bolj redno objavljala videe. Tako da, hej, Zala tukaj. Moja soba se je malo spremenila in zdaj živim v mreži. Ampak ne, zares pa je čas, da vam povem, kaj sem prebrala v zadnjih 6 mesecih oziroma prvih 6 mesecih tega leta. Ok, do 30. junija letos sem prebrala 46 knjig. Šla bom po vprašanjih tega, ki se mu reče Meet Your Freakout tag, česar zdaj ne bom poskušala prevajati v slovenščino. Mogoče se česa spomnim med montiranjem videa. Ja, nisem se ničesar spomnila, ampak fajn vedeti, da je imela Zala iz preteklosti še upanje. Ok, najboljša knjiga, ki sem jo prebrala to leto, je bila vsekakor A Good Girl's Guide to Murder, ker sem res uživala med branjem in sem takoj hotela prebrati še vse ostale dele v seriji. Zdi se mi super knjiga za več generacij, ker je načeloma namenjena mlajšim bralcem, ampak se ful ne bere kot neka naivna najstniška knjiga. V bistvu je res dobra detektivka, karakteri so ful prijetni. Zdaj je prevedena tudi v slovenščino, pa videla sem, da so začeli snemati serijo, kar je zelo zabavno in ja, res jo priporočam. Malo več o njej pa sem povedala v videu svojega januarskega branja. Sicer pa razen knjig, ki sem jih ponovno prebrala za svoj book club, torej Piranezi pa Evelyn Hugo, nisem dala nobeni drugi knjigi 5 zvezdic, kar me kar preseneča, ampak ne vem, če je mogoče razlog to, da toliko več berem, da se mi nekako višajo standardi in me redko katera knjiga res navduši. Tako da poleg serije A Good Girl's Guide so mi bile še zelo všeč Hoseinijeve knjige, pa tudi Patricia Wants to Cuddle. Mi je bila res cool in nisem pričakovala, da mi bo tako všeč. Najboljše nadaljevanje bo torej spet drugi del serije A Good Girl's Guide, ki je Good Girl, Bad Blood. Kar je ful zabavno je, da sem vse te knjige brala tu na tem vikendu in mi je zdaj malo čudno, da jih nimam zraven. Ampak mogoče si bom naslednjič prinesla sem novo knjigo od Holly Jackson, ker mislim, da bi mi res pasalo brati to tukaj. Nov izid, ki ga še nisem prebrala, pa bi ga rada. Moja prijateljica Pia Prezelj je pred kratkim izdala svoj prvi roman Težka voda in se najbolj na svetu veselim, da ga preberem. V bistvu čakam samo zaradi tega, ker bi mogoče to knjigo rada imela na svojem book clubu jeseni in bi jo takrat rada prvič prebrala, da so vtisi čim bolj sveži. Knjiga, ki izide v drugi polovici leta in se veselim. Iskreno letos ne spremljam zares, kaj pride ven, ker se mi zdi, da imam že toliko knjig, da bi rada najprej prebrala to, kar imam na policah. Ampak vem, da bo Ellie Hazelwood izdala novo knjigo, čeprav iskreno od The Love Hypothesis še nisem nobene prebrala. Potem tretji del One of Us is Lying pride ven. Mona Watt izda novo knjigo, pa Melissa Broder. Tako da to so ene, ki se jih veselim oziroma jih bom verjetno enkrat prebrala, ampak nobena ni taka, da bi si jo prednaročila. Pa še 5. del Heartstopperja pride ven. Pa še ene stvari, ki sem jih seveda pozabila. Mogoče jih dodam kasneje. Največje razočaranje. Ok, to je malo spoiler za naslednje videe, ker moram še posnet majski in junijski wrap-up video. Ampak Norveški gost in Sharp Objects. In če želite izvedeti, zakaj mi ti 2 knjigi nista bili všeč, se naročite na ta kanal in spremljajte moje naslednje videe. Največje presenečenje bo spet spoiler. Ne spoiler za knjige, ampak spoiler za moje videe, za moj kanal. Prebrala sem predzgodbo Iger Lakote, balada o pticah, pevkah in kačah. In iz nekega razloga sem mislila, da mi ta knjiga ne bo všeč, pa mi je bila ful. Ampak spet spremljajte naslednje videe, da ugotovite zakaj. Novi najljubši avtorji, ok, Holly Jackson seveda, pa Khaled Hosseini. Nova knjižna simpatija. Pipa is A Good Girl's Guide, spet. Pa Marx is Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Mi je bil kar všeč. Nov najljubši karakter. Ne razumem čisto, kaj je razlika med prejšnjim vprašanjem pa tem, ampak ok, da mi je nekdo cool, pa ne bi rada bila s to osebo. In mogoče kar specifično, ampak v zbirki zgodb Life Ceremony Sayake Murate je ena zgodba The Hatchling in ta glavna oseba mi je bila kar cool. Pa mogoče kak karakter iz The House in the Cerulean Sea, ker so otroci, tako da ne bi bila z nikomer od njih, ampak so mi cool. Knjiga, ob kateri sem jokala. Ne vem, če je možno, ampak mislim, da to leto še nisem jokala ob branju.
kar je čisto noro, ker jaz res hitro jokam, jaz ob vsem jokam. Čist cel čas jokam. Tako da planiram, da bi letos spet prebrala A Little Life, da mogoče čutim čustva. Knjiga, ki me je razveselila, bo po mojem tudi kar The House in the Cerulean Sea, ker je polna nekih takih toplih, lepih trenutkov. Najlepša knjiga, ki sem jo letos dobila, oziroma kupila, je Scattered Showers, ker ima oblačke po straneh in mavrico, pa še kar cute ilustracije so. Pa zelo prijazno mi je Mladinska knjiga poslala še novo izdajo starih grških bajk, hvala, ker ima tudi krasno naslovnico, pa notri so zelo lepe ilustracije. Knjiga, ki jo hočem prebrati do konca leta, so vse knjige, ki jih imam na policah in jih še nisem prebrala. Res bi rada se najprej lotila tistih. Ampak, če ima kdo kako priporočilo, kakšne knjige, ki pride ven to leto, pa se veselite, kako knjigo, ki ste si jo dejansko prednaročili, ali pa si jo boste šli takoj kupiti, ko pride ven, mi napišite v komentarje, ker bom kot vedno zelo vesela priporočil. In to bo tudi vse za danes. Upam, da bo druga polovica leta za mene v smislu branja tudi tako cool, kot je bila prva. Si pa želim mogoče, da bi še kakšni knjigi dala 5 zvezdic, da jo umestim na seznam najljubših. Adijo!